Jana Moškrič, knjižničarka in pisateljica iz Ljubljane. Najprej sem bila križničarka, izposojala sem knjige, pripovedovala pravljice, predvsem pa veliko brala. Glede na to, da je moje življenje od nekdaj povezano s knjigami, sem se tudi veliko spraševala o tem, kaj mi pomeni knjiga, kaj branje. In tudi to sem se vprašala, kakšen bi bil svet brez knjig. Ste se vi kdaj vprašali, kakšen bi bil svet brez knjig? Mogoče je prav zato nastala moja pravljica o belem in črnem, ki govori o tem, kako knjiga reši svet. Dogaja se v sivem, opustošenem svetu, prikrajšanem za vse barve davnih svetov. Globoko v naročju planeta pa je nekaj ostalo, samo nekaj listov že zdavnaj pozabljene in nikomur več potrebne knjige. Črko so se naveličale, postale so radovedne, združile so se v eno in nastalo je črno. Iz listov je nastalo belo in tako sta dve gmoti lezli, se valili in kotalili naokrog. Ničesar nista vedeli, samo nekaj sta slutili in nekaj sta čutili. Črke so spet postale nemirne, bruhale so ven iz črnega in črno jih je panično lovilo in jih tlačilo nazaj vase. Nekaj nama hočejo povedati, sta se končno spomnila in črno se je prepustilo. Črke so pripovedovale, belo pa je prelivalo črne besede v bele oblike. Sta se pršila belo in črno na tisoče koščkov in pikic in nemernega prahu. Sta iskala, sta se spraševala, je bilo črno krt in krt je kopal. Nič ni našel. Je bilo belo riba in riba je plavala po umazanih mlakužah, tudi ona ni ničesar našla. Je bil metulj, ki je letel nad štrlinami ruševin. Črke pa vedno bolj debele in velike kričijo. In kričijo, ko se končno spomnita, pravljica. Midva sva bila vendar pravljica in se objameta. Sivo v sivem sta postala. Kakšen svet, se ozirata okoli sebe. Vzameta vsak košček iz svojih prsi in naredita ptico. Poleti, ptica, poišči sonce in mu povej, sta jo prosila. In ptica je poletela proti temnemu nebu. Princ in princesa pa sta čakala, sta sanjala in potem je posijal žarek. Rumen je prinesel s seboj košček modrine. Kasneje je priletela še ptica, ne črna, ne siva. Bila je mavričkna, v kljunčku je nosila dve rdeči roži. Položila jih je princu in princesi na prsi, tam, ker sta bili dve prazni mesti. Strepetali sta, tudi princ, tudi princesa. Tako je bilo in nikoli več se ne bo ponovilo. Drugače pa sem napisala 7 knjig za otroke in mladino. Če bi me povprašali po moji najljubši, bi verjetno izbrala Stvar. To je pustolovski fantastični roman o dečku, ki najde en poseben kamen. Ta kamen je res zelo, zelo poseben, ker se izkaže, da v resnici sploh ni kamen. Saj to je noro, da padeš dol in ena sama stvar mi je bila jasna, pa še ta je bila čisto odbita, nemogoča, neverjetna. Ta stvar, nekaj čisto drugačnega, nekaj najbolj nenavadnega, nekaj, kar se ne da opisati z besedami od drugod, ne iz tega sveta, iz enega tujega, neznanega, iz vesolja, karkoli že je. Moje bo, sem se trenutko odločil in pogledal okoli sebe. Nihče me ni gledal, pa saj me tako ali tako nikoli nihče ne opazi. Odprl sem torbo. Se mi je samo zdelo, da se je pomanjšalo in kar samo smuknilo noter. Drugače sem pa verjetno najbolj prepoznavna po svojih mladinskih romanih, ki so namenjeni devetošolcem, še bolj pa srednješolcem. Čadevec, Ledene magnolije in Sanje o belem štrpedu. Vsi trije, vsak po svoje pripovedujejo o temnih terenih odraščanja, pa o ljubezni, prijateljstvu in strpnosti. Ledene magnolije govorijo o spolni zlorabi v družini, pa tudi o tem, da ne vemo, kaj vse se skriva za zaprtimi vrati popolnih družin in njihovih bleščečih hiš. Sanje o belem štrpedu pa se sprašujejo, zakaj imajo eni vse, drugi pa nič. Pa v svetu okoli nas, ki ni več tak, kakršen bi moral biti. O vsem bi vam rada povedala, od začetka do konca. Ta zgodba nima konca, nima prihodnosti.
v tem bednem razdeljenem svetu, kjer živijo eni in drugi. Eni imajo vse, drugi nič. Dobro sem jih spoznala, ene in druge. Pri obojih sem bila. Zdaj nisem nikjer, nikamor ne spadam. Ujeta sem v tem divjem ponorelem svetu. Začela bi z Olmovimi besedami. A veš, kaj si želim? Da bi vsi ubogi, nesrečni in zatrti tega sveta naenkrat zašepetali. Dovolj nam je, dovolj nam je, dovolj nam je. In se predstavljam tisti šepet, ki gre po celem svetu. V veter, trave, zvezde. Veter, trave in zvezde prisluhnejo in se pridružijo. In potem se šepet razlije še bolj daleč. V vesolje se. Dovolj nam je, dovolj nam je, dovolj nam je. In za konec bi si izposodila še besede Neila Gaimana. Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah.